Naša glavna novica, izraelski moški je bil zaboden in zmerno ranjen v vasi Al-Audža na Zahodnem bregu. Reševalci so oskrbeli 24-letno žrtev, IDF in policijske sile so na kraju dogodka in preiskujejo. Medtem pa predhodna preiskava kaže, da je žrtev ustavila svoj avto na avtocesti 90 poleg nakupovalnega centra. In ko je stal zunaj svojega vozila, je napadalec prišel za njim, ga zabodel v ramo in nato pobegnil s kraja dogodka. Tukaj je, kaj je povedal brat žrtve. Njegova žena nas je poklicala. Danes sta imela obletnico poroke. Vzel si je prost dan na svoji bazi. Odšla sta v Tiberijo na krajši oddih v čast njuni poroki. Na poti sta se ustavila, da bi kupila cigarete. Ko se je vrnil do avta, ga je tam čakal terorist. Ko je videl, da mu obrača hrbet, je takoj skočil nanj in ga večkrat zabodel v telo. Boril se je z njim, nato pa je terorist pobegnil, potem je bil v paniki. To je povedal tudi svojim otrokom, ki so bili z njim in njegovo ženo v avtu. Njegova žena, ki je bila noseča, je zakričala. Zelo glasno je zakričala. Zdaj se nam v studiu pridružuje naša dopisnica 24 News, Robert Swift. Dober dan, kaj še vemo? Seveda se ta zgodba še vedno razvija, saj se je zgodilo danes zjutraj po izraelskem času. Tako je, to se je zgodilo danes zjutraj. Informacije še vedno prihajajo, vendar za zdaj vemo, da je žrtev v stabilnem stanju. Bolnišnica v Jeruzalemu je to sporočila. IDF pa sporoča, da nadaljujejo iskanje osumljenca. Sprva so iskali okoli vasi, vendar je IDF sporočila, da so iskanje razširili in da se operacija zdaj izvaja tudi znotraj Jerihe. IDF je sporočila, da so v iskanje vključene posebne enote in letala. Wow, tudi letala. Torej, vprašanje je, vemo, da so v zadnjih tednih in pravzaprav ves čas potekala sovražnosti na obeh straneh. Nikoli se zares ne umiri. Kaj nam to pove o dejstvu, da na Zahodnem bregu še vedno prihaja do nasilja na obeh straneh? Poglejte, verjetno je to simptom širših napetosti, ki so se pojavile znotraj Zahodnega brega. Napadi izraelskih naseljencev na Palestince so trenutno na rekordno visoki ravni. Čez vikend je prišlo do več napadov, v katerih so bili 4 Palestinci ranjeni. Hkrati je izraelska vojska sporočila, da je čez vikend pridržala 3 Palestince. To je del spopada, ki se je zgodil v petek. V zadnjih nekaj dneh je bilo več posameznih varnostnih incidentov, kot jih lahko tukaj naštejem. Tako pogosti so in to kaže na raven napetosti, ki trenutno vlada. Vsak od teh incidentov poveča verjetnost, da se bo zgodil še kakšen incident. Zato smo v bistvu priča učinku snežne kepe. Vse to poganja obleganje, ki poteka v Kusri, kjer so se izraelski naseljenci utaborili pred hišo v tej vasi na Zahodnem bregu. In vsi ti različni incidenti samo še povečujejo napetosti. Danes zjutraj še en incident, ki bo prispeval k temu. Torej, poleg tega, da ni vključena samo policija, ampak tudi IDF. Včasih se zgodi, da mora IDF posredovati in pomiriti razmere. Poročali smo o tem, da morajo biti še bolj prisotni, čeprav je to naloga policije. Jasno je, da obstajajo resni pomisleki, da bi se lahko razmere še zaostrile in postale še slabše. Definitivno. Poglejte, mislim, da noben vojak ne uživa v vlogi policista. To nikoli ni prijetna vloga. To opažamo tukaj na Zahodnem bregu že nekaj časa. Hkrati pa so primeri, ko to, kar poveljstvo izraelske vojske pravi, da želi od svojih vojakov, in to, kar vidimo na terenu, ne sovpada vedno. In to še dodatno povečuje napetosti tam. Še je IDF poslana na neko območje, da bi zmanjšala napetosti, včasih vidimo, da to ni končni rezultat. Prav. In to še dodatno prispeva k težavam, s katerimi se vsakodnevno soočamo. Vsaj kar zadeva tiste, ki jih zagrešijo Palestinci, se zdi, da so usklajeni, da gre za določene tolpe ali pa so res posamezni primeri. Torej, ko bomo čez trenutek pogledali ta incident, nimamo nobenih informacij, bi nas usmerile v eno ali drugo smer. Gre za posameznika, ki je izvedel napad z nožem. Na prvi pogled se zdi, da ustreza vzorcu, ki ga izraelske obrambne sile in izraelske varnostne službe pogosto imenujejo napadi osamljenega volka. Morda temu ni tako. Ta posameznik bi lahko bil usklajen z drugimi. Počakali bomo, da bodo prišla poročila. Najprej ga morajo najti. In res je, najprej ga morajo najti. Ampak glede na to, kar vemo, kdorkoli lahko vzame nož in nekoga zabode. In napetosti so prisotne. Točno tako. To torej pomeni nizko raven usklajenosti. Prav, v redu. Zdaj se bomo vrnili z več novicami.